Dober dan, dobrodošli na pogovoru z Agato Tomažič. Z njo se bova danes, kljub temu, da boste videli samo mene spraševalko, v bistvu pogovarjali dve osebi, Mirt Komel in jaz. Mirt Komel nas vse lepo pozdravlja, žal se mu je življenje zakompliciralo do te mere, da bo mogoče iz tega nastala kakšna kratka zgodba izpod peresa Agate Tomažič. Agato verjamem poznate, Agata je naša avtorica, pri nas je izdala zdaj že 3. knjigo, najprej je izdala kratke zgodbe Česar ne moreš povedati frizerke leta 2015, potem Tik pod nebom roman 2017 in letos Nož v ustih, zbirko kratkih zgodb. Poleg teh 3 knjig je pa še soavtorica Blodnika po Istri in avtorica Zakaj potujete v take dežele, se pravi, bomo rekli 2 potovalnih knjig. Naša Agata Tomažič je svetovljanka, študirala je francoščino, govori več jezikov, študirala je tudi novinarstvo. Poznamo jo po objavah v časopisu Delo, kjer že nekaj časa ne dela več, je šla na bolje, je odgovorna za odnose z javnostmi pri ZRC SAZU, piše kolumne v Lud literatura, v Dnevniku, piše za Outsider, skratka, prevajala je tudi naša Agata, je vsestranska in zdaj jo vabim na oder. Agata Tomažič. Hvala, Jeder, za to visokoletečo predstavitev, ki je, kot bomo ugotovili tekom večera, marsikje pretirana. To je vse zasluga Mirta Komelja, ki ga ni. Naj sebi pripiše. Prisoten v odsotnosti. Tako. Agata, se pravi, kratke zgodbe, romani, bom rekla potovalne knjige, literatura. Prvo vprašanje je Mirtovo. Raje roman ali kratke zgodbe? Zakaj bi pa njega to zanimalo? Saj samo romane piše. Ne, to ni zares... Mislim, absolutno je to vprašanje, ki si ga zastaviš oziroma na katero veš odgovor, še preden se lotiš pisanja. Kajti nekaj zbudi tebi impuls za pisanje kratke zgodbe, se pravi za nekega krajšega besedila, ki je bolj dinamično, ki šteje nekaj strani, ki te zaposluje nekaj večerov ali pa ne nujno zaporednih, ali pa recimo en večer, pa potem čez en mesec še enkrat. Jaz tako pišem, da večinoma napišem vse v enem loku, potem pa ponovno berem. Ko pa se odločiš za roman, pa moraš najti neko temo, ki je pač kot rudnik, kjer rudariš in kopljaš in pač si izkopavaš nove pripovedne poti in nove okluke reke, po kateri teče zgodba, tako nekako bi rekla, no. Ko so te spraševali po nasvetih za mlade avtorje, takrat, ko si objavila prvo knjigo, se je, da še nisi pisateljica, zdaj ima za sabo že kar nekaj knjig, a bi jim predlagali, da se najprej lotijo kratke zgodbe, če znate to, boste zmogli roman? Predvsem bi jim predlagala, da se ne lotevajo zavestno tega, da se ne ostanejo, da se ne zbudijo neko jutro in si rečejo, jaz bom pisatelj ali pisateljica, ker to ni poklic te klasične, to ni tako, kot če se nekdo odloči, da bo metalurg ali pa farmacevt ali pa biolog ali pa zaradi mene tudi mesar. To je pač pravzaprav, pa nočem zdaj iz tega delati neke posvečenosti, ker pisanje je obrt, to še vedno stojim za tem, ki nekaterim uspeva bolje, drugim manj in tudi na različnih ravnih in različnih registrih jezika. Pisatelj je nekaj, kar si in ja, mogoče sem zdaj že tako samozavestna ali pa prevzetna ratala po vseh teh knjigah, ki si jih naštela in ki sploh nisem uzavestila, dokler nisem slišala zanje iz tvojih ust, pravzaprav to, kar že zajeten kupček. Ja, sem pisateljica, ampak vsakič, ko to izrečem, se mi pa zdi tako, ja, sem pisateljica in potem pričakujem iz občinstva tisti odgovor, tako kot v nanizanki Dragi John, we love you, kot da bi bila v neki skupini za samo pomoč. Tako da tudi ne vem, če se ravno s tem zahvali, da si pisatelj. Mislim, se to ne prinaša nobenih bonusov, to pač, ne vem, to je kar mizerna eksistenca. Hodiš po svetu, opazuješ, vse te zmoti, tiščite ves čas nekaj o sebi, pisati moraš, popravljati moraš, nikoli nisi zares zadovoljen, uredniki ti težijo, plačilo je mizerno, ne vem, zakaj bi si, bolje biti metalurg.
To že spominja na njene kratke zgodbe, na junake njenih kratkih zgodb, kamor še pridemo. Avtorsko delo, novinarstvo. Ko so pred leti s tabo delali intervju, si rekel, da je precej naravno, da iz novinarstva prideš v literaturo, da pa žal se ne spomniš nobenega primera, ko bi človek najprej bil pisatelj, potem pa bi postal novinar. Pa to tudi ne drži. Zdaj me je kar groza, zdaj sem se malo tako v sebi neko tako opozorilno pozo dala, ker čim ljudje pridajo in začnejo s tem, v nekem intervjuju si rekla. To se mi zdi, to je past. Zdaj ne se ne spomnim, da bi to rekla, oziroma verjetno sem rekla, ampak zdaj ne mislim več tako. Pač ja, ampak jaz sem recimo res v novinarstvu se udejstvovala ali bila parkirana, ali kako bi temu rekla, pravzaprav pred desetletjem, kar je seveda za človeštvo malo, za človeško življenje pa za naše hitro spreminjajoče se družbo pa veliko. In ko sem jaz delala pri časopisu, ki je takrat bil še upravičeno imenovan osrednji slovenski časnik, je nekako veljalo, da se piše o stvareh, ki so resnično se zgodile, da se piše o njih objektivno, da se piše v najboljši, ne v najboljši možni luči, ampak v najboljši veri, da pač poročaš neke stvari, ki so zanimive in pomembne za družbo. Zdaj, veliko tega se je že spremenilo, mogoče ne pri časopisih, pri medijih nasploh pa bi rekla, da ja. Najbrž vsi poznamo kakšen medij, katerega namen ni, oziroma poslanstvo ni obveščanje, ampak je kaj drugega, ne. Pridobivanje. Pridobivanje, ja, bralcev, všečkov, glasov volilnih, kakorkoli že temu rečemo. Mislim, in tudi recimo mogoče to, ko si rekla, da vedno so bili vsi naravna pot je to, da si najprej novinar, pa si pisatelj, ne, pisateljica ali pa tako. Čeprav zanimivo bi bilo, da si najprej pisatelj, pa pol novinarka ali pa obratno, ampak dobro. Ne, pustimo zdaj, osredotočimo se na bistvene stvari. Jaz mislim, da se je dalo, odvisno zdaj tako, ne, pri nas je večinoma, mislim pri nas, to, kar sem jaz naredila, je neka naravna pot, ne, da najprej, jaz sem se za novinarstvo odločila zato, ker mi je bilo všeč pisanje. In pač pišem še vedno in pišem za tistega, ki včasih, ko se šalim, rečem, za tistega, ki mi je to pripravljen plačati. In imam novega delodajalca, ki mi plačuje za to, da pišem. To so sicer sporočila za javnost, pa take stvari, ampak v bistvu se moje delo nekaj preveč spremenilo, ne. Kar pa delam ponoči, pa popoldne, ko fušam, ne, pa tudi pisanje, ne, tako da, ampak recimo pač Slovenija je zaradi specifičnega položaja knjižnega trga in zaradi majhnosti tega jezika je verjetno bolj ta pot značilna, ne, da ljudje tudi, ko so pisatelji, obdržijo neko službo, ne, da pišejo, bodisi kot novinarji, bodisi kot jaz na tem področju odnosov z javnostjo ali kako, ampak v državah z večjim trgom in več bralci in kupci knjig, ne vem, govorim o kakšni Franciji, mogoče tudi Italiji, Angliji, Nemčiji, ampak govorim pač za tako 10 ljudi, ki se lahko privoščijo, da se preživljajo s pisanjem. Oni pa recimo lahko, da so najprej pisatelji, potem pa so gostujoči avtorji v kakšnih medijih, kolumnisti in tako naprej, ne. Tako da obratna pot je možna, ampak pri nas manj se mi zdi, no. Kako si kot novinarka gledala na osebe, ki so bile odgovorne za odnose z javnostmi in kako zdaj kot odgovorne za odnose z javnostmi gledaš na novinarje? Osebe za odnose z javnostmi so absolutno odveč in anomalija v sistemu. To smo imeti v obe. Ja. Hvala. Saj vem, saj si tudi ti najbrž. Mislim, kot novinarka sem pač dostikrat tudi, mislim, kot rečeno, zdaj so drugi časi v medijih, ne. Zdaj PR-ovci oblikujemo vsebino v medijih, ne, bi lahko rekli, če bi bili nesramni, ampak ne bova tega rekli. Medve smo zelo uglajeni, tako da ja. Tako in drugače. Ne,
funkcija, vsaj jaz kot vidim, je moja, ni v tem, ker obstajajo različni ljudje, ki se ukvarjajo s temi odnosi z javnostmi. Tisti, ki sem jih jaz najbolj prezirala in ki so mi tudi najmanj dali, najmanj pomagali pri iskanju informacij, so bili razni v kakšnih korporacijah ali pa v kakšnih, ne vem, v inštitucijah, razni popolnoma, ne vem, neke zgubljene eksistence nekih ljudi, ki so videli svoje poslanstvo v tem, da tam sedijo in so neke vrste Cerber pred vrati in pazijo na odtok informacij in niti ne poskušajo s prefinjenimi pač prijemi in lansiranjem prečiščenih informacij malo manipulirati s tabo, pa vplivati, da si ti zbereš neko novinarsko temo, ki mogoče niti ni toliko pertinentna, ampak bi jo oni lahko kot tako prikazali, ne? Ker to so pač nijanse, ki jih lahko tudi si privoščiš kot nekdo za odnose z javnostjo. Taki ljudje so res bili najbolj brezvezni in tisti so ponovadi vsi imeli doktorat iz tega področja, recimo, ne? Ali pa vsaj v pripravi in so bili pač, globoko sebi so se pa zavedali, da so popolnoma nepotrebni in mislim, da jih je to tudi prizadelo. In takih res nisem marala, no. Bili so pa tudi dobri, ker so pač takoj vedeli, večina teh je pa bila, moram reči, brez doktorata, ampak so pa prej delali v medijih, terenski ljudje torej, in so vedeli, kaj novinarji potrebujemo in so to mi postregali, ali so pa pač dopustili oziroma mislim utrli pot do tistega človeka, ki mi je te informacije dal. Niti jih ni zanimalo, kaj sem od njega izvedela, kar je normalno. In jaz tudi zdaj, ko sama pač, moja naloga je, da jaz novinarjem utrem pot do svojih sodelavcev, ki so sami po sebi zanimivi in tudi inteligentni ljudje in bojo povedali, kar bojo povedali in bojo tudi sami imeli nadzor v narekovajih seveda, ampak jih bo zanimalo, kaj bo novinar objavil, bojo dobronamerno ga poskušali opozoriti, da ni kakšnih napak ali karkoli. Absolutno pa ni moja vloga v tem, da bi jaz komu zapirala pot ali pa poskušala kakšne informacije pač odtekanju ostaviti ali pa kaj tako. Kako je, ko pišeš knjige, ko pišeš stvari sama in kako je bilo, ko ste pisali Blodnik po Istri? Pri Blodniku ste 3 avtorice in Mirta še zanima, če bo nastala pokoronska verzija Blodnika po Istri, Istra po koronavirusu. Bom najprej na to zadnje vprašanje odgovorila pod vprašanje, ali kako. Mislim, Istra po koronavirusu, po mojem, da ni kaj bistveno se spremenila, ker Istra je pravzaprav dala že nekaj teh epidemij čez, oziroma se je spopadala z epidemijami kuge, da o malariji sploh ne govorimo. In Istra je res kontinent, ki je nekako, se mi zdi, kar dober know-how iznajdel, kako se zoperstaviti tem kužnim boleznim. Tako da jaz upam, no, da jih ta korona ni kaj preveč, mislim, ljudi vem, da ni zdesetkala, prihodki iz turizma je, ampak to se mi niti ne zdi, da bi to bilo bolj, mislim, lahko bi, bolj se mi zdi, da bi lahko človek napisal o, ne vem, recimo o letenju v pokoronskih ali pa v koronskih časih, ali ne vem, kako bi temu rekla, ker Istra je še vedno naša, ne, to lahko gremo tja, zdaj karantena gor ali dol, to je pravzaprav blagoslov, da 14 dni ne greš od doma, ne, tako da jaz ne vem, zakaj se ljudje toliko vznemirjajo. Pisanje v troje je pa seveda popolnoma pač, ko bi rekla, ne, to je misija nemogoče, vsaj ne v tem smislu, mislim, recimo, moji sodelavci, raziskovalci to obvladajo in oni resnično pišejo raziskovalne oziroma znanstvene članke v troje. To pomeni, da so vsi trije podpisani in se domenijo, kdo bo to en odstavek, kdo bo uvod napisal, kdo bo to, kdo bo te izsledke raziskave, kdo bo ta del in potem nekdo gre čez in to res je timsko delo. In to je tekst, ki je enovit in ki ima rep in glavo in oni to delajo res kot skupinsko delo, ne. Zdaj, pri 3 ženskah tako različnih in tako izoblikovanih že v tej kaj ne pozni starosti je bilo kaj takega seveda nemogoče. Nam niti ni na pamet prišlo in smo se tega lotile po kosih oziroma je pač vsaka vzela tisti del, ki je bil najbolj všeč. V tej knjigi so namreč knjiga Blodnik je sestavljena iz poglavij, ki je vsako posvečeno enemu kraju ali pa enemu fenomenu povezanem s tem ali onim krajem.
in vsaka si je vzela tisto, kar je bilo všeč. Tako da nismo imeli teh težav, da bi tukaj, potem sem jaz kot samooklicana urednica seveda ta besedila nekoliko, ko bi rekla, pak minimalno, no, bolj nekako pološčila, da so skupaj pasala, da ni bilo toliko teh šivov. Mislim, Brodnik je res neke vrste Frankenstein, ne. To je knjiga sestavljena iz različnih besedil, ki so pisane iz popolnoma različnih zornih kotov in potem so sešita skupaj s takimi grobimi šivi, da se vidijo, ampak tako kot je Frankenstein oziroma pač ta človek, ki ga je zdravnik z imenom Frankenstein ustvaril, deloval do neke mere, tudi ta knjiga očitno deluje oziroma je delovala pač, ko je. Deluje zelo dobro, ker ste imeli zelo dobro predvsem spletno kampanjo in knjige, ki ponavadi ne izidejo pri založbah, ki so, veste, ustanovile društvo za dolgovezenje, da ste lahko stiskale in objavile Brodnik. In te samozaložniške ali pa podobne dosežejo nizke naklade, malo zanimanja. Veste, kar en fenomen ustvarili s tem Brodnikom in z reklamo zanj. Ja, jaz sem dobila know-how pri založbi Goga, ne, to je treba povedati. To sem te pa to vprašala. Ja, ne, nobena v resnici ni bila začetnica in vsaka je prinesla neko znanje z tistega področja, na katerem je bila oziroma je dejavna, ne. Recimo, pač treba je omeniti še četrto članico kolektiva Brodnik, Milanko Fabjančič, ki je prispevala slike, ki so tudi integralen, ključen del knjige, ne. In tudi ona je nekoliko vedela, kako se rečem streže, potem je treba omeniti Tajo Dejo, ki je to oblikovala in ima tudi dolgoletne izkušnje z tega področja. In je nocoj z nami. In je nocoj z nami, tamle sedi in predvsem ima kapital v obliki socialnega omrežja, v obliki podatkov, kje se to tiska, kako se nadzoruje, pač tega jaz ne vem, ne. In tudi Tamara Langus, Centrifuzija je se valjala po teh socialnih omrežjih že mnogo prej, preden sem se jaz vanje vrgla in je pridobila veliko podatkov o tem, kaj žanje všečke, kaj ljudi navduši, kako vzbuditi pozornost in tako naprej. Tako da vse to se je združilo v nek možganski trast in pač rezultat je Frankenstein. Če ostaneva pri dualnostih. Preden si začela pisati, si veliko prevajala iz francoščine. Mi je kaj ušlo, še vedno prevajaš? Ne. A zdaj, ko pišeš, tega ne počneš? Ne, ne da se mi, to je kar težko. Ne, prevajala sem iz francoščine, pa iz angleščine tudi, ne. Ampak iz angleščine sem prevajala, to je bilo pač, to ni bila zaresna literatura, to so bile te neke pogrošne ljubezenske zgodbe, ne vem, kako se, Ljubič, kako se to naglasi pravilno, Ljubič. Doktor roman. Ne, niso bili doktor romani, so bili romani o vitezih pa o gospeh, ki so, ne vem, si nadele zelene obleke in potem so čudovit žarele in jih ta moški njihovih sanj končno opazil in potem, ja. Ja, to je bilo v bistvu zanimivo delo, in to bi vsakomur priporočila, ki hoče postati pisatelj, zato ker je zanimivo, kako ta zgodba poteka in tega sem se jaz striktno lotila, tako da nisem prebrala cele knjige, ne, ampak sem prevajala sproti, ne, in tudi, ker je bilo ni bilo prav bajno plačan, čeprav potem, ko si pač to so debele knjige, ne, je bilo kar nekaj denarja in tudi, kar je pa najhujš, česar sem se šele pol zavedla, z grozo in z veseljem, da je od knjižničnih, da to potem prihajajo tudi dohodki post festum, že po izidu, ne, in po izplačilu honorarja v obliki knjižničnih nadomestil, ker so te knjige najbolj prevajane, ne. Tako da jaz bi vsakemu, ki si želi postati pisatelj, predlagala, da enkrat na desetletje eno tako knjigo prebere in pa si zagotovil na ta način vsaj potem knjižnična nadomestila za kakšno kosilo ali pa tako recimo. Enkrat na leto, ostalo pa mora kaj drugega početi. Ja, in v resnici je bilo to meni kar zanimivo, no, ker tudi pravzaprav sem približno že vedela, kako bo ta zgodba potekala, že od prve strani ali pa 5. strani naprej. In sem se spraševala, mislim, tako, mogoče zdaj malo sramno, ampak naučiš se, kako ne pisati, kar se mi zdi kar v redu, no.
Obenem pa, ja, no, skratka, jaz sem si zadala za cilj, nekako sem se zaobljubila, da ne bom prebrala, preden sem se lotila prevajanja in tudi, da ne bom slovar pogledala, ker mi je to čisto preveč časa vzelo, da takrat so še bili knjige in to brskati in gledati, ne, in pa sem si kar zmislila, tako kot se mi je zdelo, da bi bilo smiselno. In včasih je bilo, včasih pa mogoče ne. Pa sem pa že predrzna postala, sem se pa kar tudi kakšne druge stvari zmislila noter. Pa me pa enkrat ena urednica dobila, pa smo ugotovili, da to ni bistveno v bistvu onečastilo te knjige, niti zmanjšalo njene umetniške vrednosti. Prej nasprotno. To torej ni bilo zgubljeno s prevodom, ampak pridobljeno s prevodom. Pravzaprav je bila knjiga boljša kot originalu, očitno. To je zelo samovšečna trditev, ampak ker si jo ti izrekla, ne morem prevzeti odgovornosti zanjo. Če ostanemo pri dualnostih, tebi so všeč golobi, ptiči, pavi, ne maraš pa mačk. Zakaj pa ne maraš mačk? Ne, to je dezinformacija, sem to v kakšnem intervjuju rekla. Ja, to sem jaz hotela narediti tudi, da sem danes prebrala na hitro vse intervjuje s tabo in si rekla, da ko gre črna mačka čez cesto, pluneš čez ramo zato, ker mačk ne maraš. Ampak A si jih vzljubila? kakšne so v redu, težko je reči, odvisno od osebnosti. Kakšne mačke imajo lepši značaj kot druge. Tudi kakšni ptiči so zoprni, recimo. Ne vem, ne bi posploševala. No. Načeloma je tako, da so pač, kako bi rekla, mačke naravni sovražniki ptičev, ampak kar sem zadnjič na internetu si ogledala 3-krat, ker sem bila nejeverna in zgrožena, posnetek galeba, ki je v enem, ali pa mogoče je bil celo albatros, ampak mislim, da je bil galeb, o enem samem grižljaju požaru majhnega zajca. To je bilo neverjetno. To me je spomnilo na res na slona in na Bo iz Malega princa. Ja, mogoče tudi galebi, mislim, mogoče tudi vsi ptiči niso simpatični, no. Tako da ne bi posploševala, no. Ampak jih imaš pa rajša, ne, kot druge živali. Ja, največ jih je, ne. Mislim, v mestu imaš največ, kot otrok, ki živi v mestu, imaš poleg s faraonkami, imaš največ stikov s ptičami, se mi zdi, s pticami. Ampak ti si tudi naročena na revijo o ptičih, a ne? Ja, to je bil v bistvu splet okoliščin, ja. Tako da pravzaprav se je zgodilo to, kar se pogosto zgodi, in sicer v prvi knjigi zgodb je ena zgodba o neki ženski, ki ima rada ptice in tam pač to pride do usodnega zapleta, ker ona tudi sama misli, da je ptič, ali tako nekako, oziroma da jih razume. In se jim hoče pridružiti na tej selitvi v južne kraje. In potem je to večkrat, da bralci mislijo, da berejo o meni, ne, mislim, da sem jaz ta oseba, ne. In takrat se mi je veliko zgodilo, da so k meni prihajali neki ljubiteljski opazovalci ptic, celo profesionalni ornitologi, ki so se hoteli z mano pogovarjati o nekih vrstah, za katere še v svojem živi dan nisem slišala. Jaz poznam golobe, vrane, kose, vrabce, to je pa počasi že konec, no pa pač pave, mogoče pa to. In oni so pa prihajali z nekimi, ne vem, mandarinskimi racami, repalščicami, zdaj si izmišljujem in tako. In potem sem v bistvu, da bi pač nadoknadila to vrzel, to nišo v splošni izobrazbi, se naročila na to revijo Svet ptic, ki pa je v bistvu čudovita, ker zdaj še vidim, kako zares te ljubiteljski opazovalci ptic gledajo na ta ptičji živelj in kaj jim to pomeni. In najljubša rubrika v tej reviji je Opazili smo jih, ki je pravzaprav za mene živalska ustreznica in veliko bolj zanimiva. Tiste rubrike v teh rumenem tisku, ki pač je članek o tem, da je šel, ne vem, Aljoša Bagola, da je šla v trgovino in je tam kupila liter mleka, je pa recimo tukaj, da smo na jezeru tem in tem, prezimuje flamingo. Meni se zdi to čudovit. In so ga opazovali od 12. do 14. januarja, potem je šel pa naprej. Mislim. To me veliko bolj zanima, kot ki je Aljoša Bagola kupila mleko. Odkar poznam Agato, vem, da se moški, katerih imena, če se tudi priimki končajo na A, se jih imenuje za ženske, ne, torej ona Aljoša Bagola, nisem zmotila. Aljoša Bagola je res, mislim, da dvojno.
nekako pade po to kategorijo, ja. Skratka, pri ptičih boš ostala, ne? Še ena dualnost. Nekje je nekdo zapisal, da tebe lahko samo tviti omejijo, ker Twitter pač ne prenese veliko znakov. To pa mislim, da sem sama sebi A to si napisala. pa sama napisala? No, ampak glej, sem prebrala. Jaz tudi berem. Kako je, a delaš razliko najbrž, da jo med tvitanjem zasebno in tvitaš tudi za ZRC SAZU, ne? Ja, veliko razliko. Je kakšna notranja dilema, se kdaj A misliš, če bi moraš tvitala zadržati? z svojega računa ali z službenega? Zelo Ne, paziš, ko delaš z ZRC SAZU računa. Zelo. Se imaš navajati jih. Absolutno, ker ta službeni račun je namenjen predvsem temu, da javnost obveščamo o nekih smiselnih, razumnih, pomembnih rečeh. Glavni cilj, ki sem si ga jaz zadala, ko sem odprla račun na Twitterju, pa je, da obveščam oziroma tvitam samo o popolnoma nesmiselnih, pogosto pa tudi izmišljenih in nekoristnih zadevah. Tako da, Danes smo tukaj zaradi tvoje zadnje knjige Nož v ustih. Naslovno fotografijo je po tvojih navodilih, bi rekla, ne, vsebinskih posnel Jože Suhadolnik. ja, pravzaprav je to, kar se je porodilo na kraju samem, ko je ta fotosession potekal, kako to. Jaz sem samo neko osnovno idejo imela, mislim, da je popolnoma drugačno, ampak Jože, ki je bolj vizualc, ker je fotograf, je imel drugo vizijo in je bila boljša, jasno. Skratka, krožnike, pribor, glava in vino. Nož v ustih je zato temu tako naslov, ker si ti zelo uglajena ženska in pač ne maraš ljudi, ki oblizujejo nože. Ja, to je kar obsojanja vredna praksa, ja. Ampak to je tudi poklon Polanskemu, a ne? Tudi. To pa zato, ker je to je aluzija na njegov film Nož v vodi, ki je fin sam po sebi, všeč so mi pa tudi ostali njegovi filmi in moram reči, da tudi občudujem njegov lik in delo v boju oziroma ga občudujem kot mučenika v boju z ameriškim pravosodnim sistemom, ki mu odreka pravico, da bi stopil na njihovo ozemlje zaradi nekega stupidnega pedofilskega škandala, ki je skonstruiran, tako kot marsikaj v tej državi, ki je na poti v pogubo. Agata, kje ti dobiš, to je tako res lepo klasično vprašanje, kaj je umetnik hotel reči. A ti bereš črno kroniko? Ja, tudi velikokrat. Ok, ker tvoji liki so kar, bom rekla, z veliko smisla za bizarno si jih sestavlja. Ampak to so resnične osebe, po mojem. Jaz mislim, Sem hotel nadaljevati, da imaš kirurško natančnost pri opazovanju ljudi, da tiste mehne stvari, ki so za njih značilne in niso tako zelo vidne, jih ti jim pomagaš, da vzbrstijo, no. ja, ampak a lahko povem eno zgodbo iz črne kronike, ki je mogoče bom ali pa tudi nikoli ne bom prelila v literarno obdelano kratko zgodbo. Mislim, to je res tako, kot da bi si izmislil nekdo, ampak moramo verjeti, da je res, ne? Ker to vendarle so na sodišču o tem razpravljali. Šlo je za nek par, mislim, da iz Medžimurja, ki sta se razhajala oziroma razšla. In potem je on enkrat se vrnil in je pač ta njegova punca njemu pripravlja nek napitek osvežilni. In sicer je bila to radenska oziroma jamnička v kozarcu, v katerega je pa zlila tudi nekaj antifriza. In potem je on to spil in pod večer je pa potem šel domov k mami, kjer je tudi sicer živel. In začeli so ga mučiti bolečine, ki so se stopnjevale do te mere, da ga je mati zjutraj našla v postelji s peno na ustih in še komaj da živega. In ga je potem odpeljala v bolnišnico, kjer so mu za las rešili življenje. Potem pa, on je potem si opomogel in je prijavil to svojo
nesojeno punco ali kakorkoli že, da mu je stregla po življenju in zato je prišlo tudi do te sodne obravnave, kjer so razkrili korespondenco med njima, ki se je pa meni zdela čudovita in je on njej napisal, preden je v to koma padel, preden mu je pena na usta prišla zjutraj, je on njej napisal, kaj si mi dala v vodo in je ona njemu napisala nekaj, da se boš sprostil. Ne, da se ti bodo mišice sprostile. Si predstavljam, če bi ti o tem pisala zgodbo, da bi bilo recimo Jaz si ne bi mogla čisto tako groznega spomniti, vendarle. Ampak se mi zdi, da bi dala en tak primeren naslov, ne vem, kičas, kakšna ljubezenska zgodba ali pa sreča v dvoje ali kaj takega. Ja, ali pa recimo antifriz poleti. Ali pa ne vem. Ok, opazuješ jih s kirurško natančnostjo, vidiš v človeku tisto dvoumnost, ne vem, tako razen tega, kje jih dobiš, da te tako fascinirana sem na tem, recimo všeč mi je tisti lik gospe, ki zelo rada potuje, ampak sobe v mestu, kjer živi, stanovanja pa ne bi oddala tujcu, ne. Ja. Ti ustvariš vtis, da ni samo Avstrija polna kleti, ampak tudi Slovenija, ne. Mi smo zelo blizu Avstriji. Jaz mislim, da mi smo pravzaprav de facto Avstrija. Po obnašanju in po stanju duha in kaj se tam v teh njihovih kleteh dogaja, sam Bog ve. Tako da ja, klet je pa itak, kot vemo, ne, po Freudu, pač podzavest, ne, človeška, mislim, tako da klet se marsikaj najde, no. Na kosovni material pa redko kaj damo, ja, ne znebimo se radi teh stvari, ki jih imamo. Tako da ne vem, po svoje, tudi, mislim, ne vem, meni se ne zdi, da bi bilo tako neverjetno, no, to, o čemer pišem in velikokrat se mi zgodi, da srečam ali pa zvem za ljudi, ki so bolj čudni, kot taki, ki si jih jaz izmislim. A nam boš kaj prebrala? Ja, pa dobro, pa bom, ne, ampak kaj je to na začetku? Po tvoji izbiri. Da tisti, ki še niso prebrali, dobijo občutek. No. Čakaj, zdaj pa, da najdem. Aha. Torej, družinsko kosilo, pribor, žlice, noži, vilice, desert in nekdo bo zdaj naredil nekaj napačnega z nožem. Primož se še vedno trudi s tortom. V potu svojega obraza reže pecivo in nerodno preprijemlja vilice in nož. Še malo, pa bo bitka končana. Bolj se bliža konec in manjša kos na krožniku, bolj mu pojenjajo moči. Samo še kos čokoladne glazure mu je ostal, tedaj pogumno prisloni vilice k krožniku, z desnico pa zgrabi nož, postrga čokolado in ga ponese k ustom. Gospod Medved ga ves ta čas nepremično opazuje. Strmi vanj in se ne more načuditi, koliko dela ima uboga para s sladico. Ko Primož nož, obložen s čokoladno maso, dvigne k ustom, se gospod Medved zdrzne. Odblesk sonca, ki se ujame v srebrno rezilo, ga za hip zaslepi. Najprej zamežika, potem pa mora zapreti oči. Zazdi se mu, da ga bo razneslo, ker zatisnil veke, se je ves bes v njem nakopičil in zdaj mora nekje drugje ven, mora mu dati prosto pot, sicer se mu bo zmešalo, razpre ustnice in ven, vzroji Florin oče, ven se zadere še enkrat, ven iz našega stanovanja. Primož se zdrzne, Primož mu oslabi in nož z glasnim ropotom tleskne ob krožnik. Gospod Medved vstane, tako sunkovito odrizne mizo, da se še Flora, ki ves ta čas ne odvrne pogleda od njega, malo prestraši, ampak potem si hitro opomore, ustnice se ukrivijo v prezirljiv nasmešek, ko molči in gleda predse. Primož se vprašujoče skorajda proseče zazre vanjo. Ona trmasto strmi v krožnik. Gospod Medved stoji in izpod sršečih obrvi mu švigajo strele.
Primož skloni glavo. Si kot ujet zabatet v zadnjih vzdihljajih, ko je vendarle še sposoben komu odgrizniti prst, uporno popravi majico s srpom in kladivom in molči od koraka iz obedovalnice. V hodniku naleti na gospo Medved. Ko se srečata, se porcelanaste skodelice kave na krožničkih, ki jih prenaša na srebrnem pladnju, rahlo zatresejo in ona dahne. O, a kar greste? A ne boste kave? Potem je slišati samo še škrt ključavnice in tresk vrat, v naslednjem hipu pa smeh. Gospod Medved se krhota, da kar odmeva. Kmalu mu pritegne še Flora, tiše in bolj zvonko, ampak vseeno je tudi njen smeh glasen. Ko v prostor vstopi gospa Medved, je ta poln smeha. Veselo jo pogleda in se še sama nasmeji. Kako srečna je njena družina. Potem imamo še zgodbo o človeku, ki ima pretirane sreče v življenju in na koncu dobi še edino jajce brez rumenjaka v hotelu, ne? Mislim, ni rečeno, da je edino, ampak redkost je, da dobiš jajce. Na nek način ima to loterijsko srečo, bi se rekla. Ja, v bistvu je sreča to, ja, ne smola. Na koncu imaš tudi, v zadnji zgodbi imaš junakinjo, ki nekako od vseh ostalih izstopa po tem, da je pogumna, da nekaj naredi, ker tvoji junaki se mi zdi, so kar se usedejo v svojo statičnost, nekako se sprijaznejo s temi svojimi srečami, izbranostmi ali pa nesrečami. Ampak kaj jih pa druži, recimo, zgodbe so različne, so prvoosebne, so tretjeosebne, ampak nekih vendarle družite tvoje junake. Mogoče to, da so karikature samih sebe na nek način in jaz namreč Rada sem risala včasih, ko sem bila otrok in tudi sicer se mi zdi, da ko pišem, se dostikrat zelo lotim pri tem, da se mi zdi, da bi kot ne vem, s čopičem ali pa s čimerkoli risala pač poteze teh ljudi oziroma prizorov in interjerjev, kjer se dogajajo ti prizori. In če sem včasih govorila, da se mi zdi, da če bi risala, da bi nekaj podobnega risala kot Fernando Botero, ta slikar, ki se najbolj navdušuje nad temi nepravilnimi ljudmi, ki so lahko, ne vem, imajo debele ustnice, so debeli samih po sebi, so v nekih beznicah upodobljeni, so skratka nepravilni vsi, kar jih dela zanimive, ne. Danes sem pa si ogledala eno sijajno razstavo in sicer od Tine Dobrajc, to pa je neka mlada ilustratorka in slikarka, katere izraz me je pa blazno pritegnil, zato ker je mešanica neke pravljičnosti, zloveščosti, neke misterioznosti severnjaške, obenem pa neke take vložke, ki so pa skrajno satirični in v bistvu se norčujejo z domoljubja. Če recimo povzamem, na njenih slikah se lahko znajde na istem platnu podoba deklice z avbo, se pravi z delom narodne noše, potem, ker to je mešana tehnika, se temu reče, potem so neke izvezeni čipke ali pa neki slovenski simboli, kakšna, ne vem, ornamentika z onih, ne vem, kakšnih poprtnikov recimo, in obenem je pa to vse postavljeno v nek gozd, ki je najbolj možen siv in v katerem se dvigujejo meglice in kar človeka zmrazi že, ko to vidi, ne. In jaz to dojemam kot neko prefinjeno kritiko domačijskosti in tega patriotizma, ki je pravzaprav včasih, če je pretiran do skrajnosti, lahko samo narobe obrnjena verzija fašizma, kar se pri nas dogaja. In česa sem se tudi jaz poskušala lotiti z nekaj liki, ki so karikature samih sebe na ta način, da mogoče niti niso tako potopljeni v lastno bivanjsko stisko in v lastne te skrbi, ampak so simptom neke družbe, ki se ne zna izkopati iz te polpretekle zgodovine, ki meri z istimi vatli pač udbovske obračune in povojne poboje in zdajšnje recimo migracije. Primer, pač ena zgodba je o nekem gospodu, ki je včasih
po povelju streljajo v ljudi v kleteh, pa smo spet pri kleteh, kjer so se dogajali obračuni zdaj, pa z istim bi pač, če bi ne bil tako star, poleg tega, da včasih še kakšnega voluharja z veseljem razčesne betico, bi tudi ljudi streljal in to tujerodne, ki prihajajo v našo deželo, ne. Se pravi, da je popolnoma zamenjal smer, ampak to se mi zdi ful bolj izjema kot, mislim, bolj pravilo kot izjema, no. Tako da, ja. V tej družbi poznam tudi to gospo, ki rada potuje, ne? Ta Ko je- pa pride do tega, da bi nek tujeroden človek, ki pri nas živi in dela za malo denarja, ne, živel v njenem stanovanju, se pa ona premisli. Se mi zdi, da je to ta slovenski. Mi smo liberalni, mi smo Ja. fajn, mi radi potujemo, ampak. Vedno Ampak ne sledi na mojem ampak. dvorišču, ja, Ja. saj to je pač to, kar nam desničarji radi očitajo in moramo priznati, da imajo celo deloma prav. Ko si rečejo domov si jih vzajemte, ko nam rečejo domov si jih vzajemte ali pa kaj že tisto, postavi denar tam, kjer so tvoja usta, se pravi, da pač uresniči tisto, kar pridigaš, ne, kot z nekega vzvišenega moralnega pač sprižnice mi razlagamo, da je treba multikulturnost, pa ljudi, pa rabimo priseljence, pa dajmo se malo zbrati, pa ne jih ven metati, pa to je grdo, pa ljudje umirajo, ne, ampak pa, čeprav mislim, da je pri tej ženski, ki jih tudi ni malo, ki pa mislim tudi, da nasprotju z ostalimi liki, pa tudi sama priznam, da se nekoliko znajdem v njej, pa najbrž še kdo si predstavljam, da ne gre toliko za to, da bi, večinoma je tako, ne, ker večinoma ljudje nočejo, čisto konkreten primer, kakor so mi razlagali, nočejo dati stanovanje tujcem zato, da nam bojo vse uničili, ne. Seveda, ker kaj, Kitajci bojo mačke noč žrali, črnci bojo, ne vem, kaj že kaj počeli, muslimani bojo, kaj že oni delajo, molijo, pa ne vem, kaj še vse. Skratka, tule gre bolj za ta občutek, mogoče se mi zdi pri tem liku, pri tej gospe, tega nelagodja, ki ga občutimo ob revščini, oziroma ob ne revščini, ampak ob teh nekih ljudeh, ki niso imeli toliko sreče v življenju in ki, kot mi, ki smo rojeni tule na pač v neki za zdaj še kar urejeni državi, ne. In nimamo pač nekih teh eksistencialnih skrbi, ki bi nas pač pritirale čez mejo, ne. Nelagodje ob tem, da je to blizu, pa da se lahko tudi nam zgodi, ali? Seveda. Ampak imaš tudi recimo en del zadnje zgodbe tudi, bova rekli, a ne, spopad med urbanim in ruralnim, ne, okoljem. Ja, V to, ko se ljudje zatečejo v to naravo, ko delajo naravno kozmetiko in je vse kakor da v raju, ne, seveda se Ja. ne konča rajsko. Kako smo pa na tem nivoju, urbani pa ruralni? ja, to je oboje, to so fantazme, ne, mislim, to so pač neki idealizirani pogledi in predstave. In tako kot bom rekla, ne vem, si mogoče mi z mesta predstavljamo, da je na vasi lepo, ker se vsi poznajo in skupaj držijo, tisti iz vasi vejo, da je to včasih grozeče lahko. In tudi mi v mestu ne pomeni to, da smo osamljeni, ker smo vsak v svojem mehurčku, ampak se tudi med sabo družimo. Skratka, povsod so prednosti in pomanjkljivosti in mislim, da ta zgodba se ukvarja v bistvu s temi zgrešenimi predstavami na nek način, no. In ja. A lahko samo en kratek stavek preberem iz te zadnje zgodbe? To govori mama, ko se je že preselila nazaj z vasi v mesto in se je ločila in je s svojim sinom in se mi zdi sinom pregovarjati o tem, ali bo lahko imel mačko v bloku ali Ja. ne. No in ona takole pravi, ne, takole napiše Agata: za živali je pristojen tvoj oče, ki je v resnici tudi sam govedo. Zato pa se tako dobro razume z osli, s katerimi živi, sem si mislila, ampak pred otrokom tega seveda ne moreš reči na glas, ne. To se mi zdi tudi tak lep stavek, ne, ta. Ja, to so take življenjske Ja, skrbi, ja. življenjske resnice so to. A zdaj kaj pišeš novega? Pravzaprav ne, mislim, ne vem, nekaj čudnega se je zgodilo med to pandemijo in med to karanteno.
na začetku katere so vsi z veseljem oznanjali, da zdaj pa napočil čas za branje, za razmislek, za umik vase, da zdaj bomo pa to izkoristili za to, da se bomo duševno preporodili, da bo tudi naša družba iznešla, bolj solidarna, boljša in tako naprej. Jasno, da se ni nič takega zgodilo. Alenka Zupančič je imela prav, samo še slabše bom. In tudi v bistvu mislim, da so bili vse te pozivi k branju, žal niso naleteli na preveč plodna tla, oziroma mogoče sicer nekateri smo knjige kupovali, nismo pa prav prida brali. Vsaj moja koncentracija je bila takrat, mislim, da moja pozornost je bila tako neke 4 minute, no, in toliko sem bila sposobna toliko časa brati, no, se mi zdi. Pol proti koncu, ker so bile okoliščine toliko spremenjene, da enostavno, in tudi v bistvu, tako, ko sem pol brala, ena gospa je napisala v enem mojih najljubših časopisov, ki se kliče Financial Times, in je tudi kar precej neoliberalen, ampak ima koristne informacije. Skratka, ta gospa, neka pisateljica tudi, so jo spraševali, da zdaj pa to je fajn, da ima toliko časa zapisati, ne, pa tudi v pandemiji lahko piše, ne. In je potem odgovor na to napisala neko kolumno, da seveda, da ne, da ne moreš ti pisati o nečem, kar se še dogaja in kjer si ti v sredini in kar se še ne ve, ti si v vrtincu teh dogodkov in to bo pač, ne vem, vprašanje zdaj, to sem se ukvarjam s temi mislimi oziroma na kraj pameti mi ne pade, da bi pisala o pandemiji, pa o tem, kaj se zdaj dogaja, pa da bi, ne vem, jaz še vedno svojim likom v zaprtih prostorih dajem cigarete v roke, ne pa maske. Mislim, kljub temu, da tega v Sloveniji že dolgo časa ne moreš početi več, ne, da bi v zaprtem prostoru kadil. Ne vem, če bom kdaj, ne vem, mislim tudi, zanima me španska gripa, ne, ki je bila pač pandemija podobnih razsežnosti in ki se je dogajala, kot vemo, pač pred stoletji, je imela zelo malo odzvena v umetnosti in tako kot nimamo, mislim, ljudi, upodobitev likovnih slik ljudi z maskami, so tudi v literarnih delih redko kdo je, tako pol so zdaj neki post festum odkrivali pa poskušali. Jaz ne vem, nisem prepričana, če ne bomo tudi mi tega poskušali vsaj nekoliko potlačiti kot enega od najbolj traumatičnih spominov. In ja, ne vem, trenutno ničesar ne pišem, ja, to je kar grozno, mislim. Dobro. Pišeš kolumne, recimo. Ja, dobro, ja, seveda, ja, ne, pa saj imam par kratkih zgodb, to vedno, ampak nimam pa nekaj, da bi zdaj rekla, ne vem, ja, to bo pač, ne vem, kaj jaz vem, nared za objavo, ne vem. Ampak vendar si prav gotovo si kaj prebrala v zadnjem času. Kaj bi nam priporočila? Kaj bi bilo nujno branje od tega, kar si ti prebrala? Boris Kolar, 13. To, ki si vodila pogovor z njim. Ja, to me je izjemno navdušilo in to ne po naključju, ampak to mi je pač urednica Jelka Ciglenečki priporočila oziroma pač me tako dobro pozna, da je vedela, da mi bo to všeč, no. Tako da, recimo lahko... Daj še kakšno knjigo meni, da ne bojo mislili, da to sem za EPP za Google. Ne, ni. Lahko povem, recimo, to bo povzelo lepo moje stanje duha med pandemijo. Kaj mi je bilo takrat največje odkritje? Prebrala sem nekaj knjig v angleščini in tako naprej, prebirala sem časopise, FT, kot že omenjeno, ne vem, te razne domače in tako naprej, veliko člankov o virusih, zelo sem se izobrazila iz epidemiologije, molekularne biologije, veliko lahko povem o dvojni vijačnici DNK, o mutacijah, o delovanju cepiva, o protitelesih in tako naprej. Najbolj mi je pa sedla v srce ena knjiga, ki je naslov Timbuktu, Timbuktu, in jo je napisal Peter Svetina in je opremljena s čudovitimi ilustracijami. Besedilo, ne vem, če je noter, za 2 tipkani strani in je namenjena otrokom. In moji možgani so bili takrat sposobni sprocesirati samo to. Da se razumemo, knjiga je zelo bistroumna in polna nekih zgodbic, zelo kratkih, v takem telegrafskem slogu, z hudomušnimi in lucidnimi besednimi igrami, ampak kot rečeno, pač teh 4 minute mi je omogočalo, da sem take stvari brala. Bi pa to vsem priporočila. Je pa od druge založbe. Hvala. Da smo izpadle uravnoteženi, moramo paziti. Kaj si pa želela, ko si bila majhna?
Kaj si takrat govorila, da boš, ko boš velika? A veš, tega se ne morem spomniti, ne vem. Ni balerina, blagajničarka, te standardne. Nikoli nisem zares. Mislim, da ne vem, če se mi je kdaj zdelo, da bom morala kaj delati. Ne vem. No, in kaj bi recimo počela, če ne bi počela to, kar počneš? Mislim, pač to bi počela, ampak bi mogoče ne počela ničesar drugega, ampak pa bi mi bilo dolg čas. Mislim, pač samo pisala bi, ne, ampak če bi pol, kaj pa vem, ne vem, mislim, se mogoče bom kdaj še kaj drugega počela. Ja, pač ta usnjena galanterija me zelo zanima, ročna dela me od nekdaj zanimajo. V bistvu mogoče bolj bilo, je ta, kako bi rekla, razvoj otroka, pri meni bolj v to smer segel, da se bom začela ukvarjati, mislim, se usmerjati, da se bom začela ukvarjati. Jaz sem res hotela iti na oblikovno, ampak mislim, da bi se tam moja pot končala v drogah, tako da je mogoče bolj, da sem šla na gimnazijo. Zato, ker je bila tista šola taka, ne. Ti boš govorila. Ne, hecam se. Ja, mislim, ne vem, pač rada sem vedno, pri nas doma smo delali novoletne čestitke na roko, ne, pa ne vem, plastelin, pa sem jaz v eni fazi pubertetni zavzela domačo pečico, pa sem tam pekla nakit iz Fimo mase, pa se to sem zdelo kar normalno, pa so se zraven tudi piščanci pekli, pa tako. Tako da pač, ne vem. Mislim, bi take neumne, mislim, ja, če pač ti zdaj sprašuješ, kaj bi počela, če ne bi bilo treba ti delati za denar, ne. Ma ne, jaz bi še vedno to počela, ampak bi recimo, imela bi še vedno pisarno, tam, kjer jo imam zdaj, v centru Ljubljane, ampak bi pa mogoče prišla manj pogosto tja, pa bi prej šla na tržnico, pa na kavo, pa kaj pa vem, no, ne vem. Ampak bi kaj delala, po mojem, zato ker imam pa vseeno privzgojeno to protestantsko delovno etiko, da vendarle denar ne pade iz neba in da je treba nekaj narediti za to. Katera knjiga je bila tista, od katerega koli avtorja, ki si rekla, mater, zakaj nisem jaz tega napisala? A je kakšna? Ja, velikih je, ja. Ampak v bistvu moram povedati, bom malo drugače odgovorila. Bom odgovorila na še bolj, eno bolj klišejsko vprašanje. Kdaj si si zaželela postati pisateljica? In to se je zgodilo leta 2010, se mi zdi, ko sem imela pogovor z Danielom Kehlmannom, to je en nemški pisatelj, takrat je bil še skorajda mlad, ker je moj letnik, se pravi pred 10 leti sem bila jaz tudi skorajda mlada, no, zdaj je on že uveljavljen in je proslavil se recimo z knjigo Izmera sveta, kaj mogoče kjer poznate, pa bil je pa takrat v okviru Ljubljane kot prestolnice knjige, svetovne prestolnice knjige in je izdal neko zanimivo inteligentno zbirko kratkih zgodb, ki so imele neko rdečo nit in to so bile te sodobne tehnologije in tam je bilo vse od prikazanih od nekih geekov računalniških, ki so živeli spojeni z integriranim vezjem do ne vem, skratka tako. No in ta tip je pač imel pogovor z mano in potem je pa v bistvu bilo tako, da pa mislim, da on ni mogel, on je pravzaprav ni potem, kako je že bilo, sem že pa malo pozabila. On je obljubil, da bo prišel, on je prej prišel v Ljubljano, ni pa imel potem nekega tega literarnega večera, ker se je nekje zataknil. In njegova razlaga se je glasila, da ni mogel priti, zato ker je dvignil, ker je pruh dobil ali kilo, ker je dvignil novorojenčka ali nekega majhnega dojenčka, skratka v New Yorku in potem ni mogel iti na avion, ker je pač to mu take bolečine povzročalo in skratka ne. In potem ga ni bilo na ta literarni večer v Ljubljano. In potem sem jaz
to sva midve z eno kolegico novinarsko razpravljali o tem in je rekla, kaj je rekla, ampak on nima otrok. Pa sem si rekla, ja, jaz ne vem, to je rekel. Pa ona pogleda pa reče, ampak a se ti ne zdi, da je on gej? Pa jaz mislim, da ja, jaz mislim, da nima žene, ne, ali kako, ne, pa takrat še ni bilo recimo, da pač to bi bilo toliko razširjeno, da bi pač posvojila otroka ali pa tako s partnerjem, ne. In pa sem videla spogledava in jaz sem si rekla, pa to je čudovit. On si lahko zmisli tudi, kar hoče. To je življenje. Še ena oseba obstaja, pisateljska, ki si zmisli vse živo možno, da ne pride na literarne pogovore, kamor ga še vedno vabijo in vedno zelo resno preberejo, zakaj ta človek ni prišel. To je Elbek. Ti si se z njim pogovarjala in dodala si, če se prav spomnim, iz nekega intervjuja, da celo ni samo on govoril. On, kakor vem, je znam potem, da je nemogoče živo, da je neprilagojen, da ne pride, razlogi so še bolj bizarni od tega, zaradi česar tvoj avtor ni prišel. Ja. No, kako je bilo z gospodom Elbekom v živo? On je čudovit, meni je on zelo všeč in mogoče z malo samovšečnosti bi spet lahko rekla, da sva se na neki ravni blazno ujela in jaz mislim, da vem zakaj. Ker sem jaz postavila eno zelo ključno vprašanje že na samem začetku najinega pogovora. Namreč v eni od knjig, ki sem jih seveda vse prebrala, nekatero tudi v francoščini, ampak v Zemljevidu in Ozemlju, ima glavni lik hude težave s plinsko pečjo. In kdor plinsko peč ima doma, jaz namreč tudi imam plinsko peč doma, ve, da to ni predmet, to ni samo grelno telo, to je pač nek samostojna osebnost, ki ima samostojno življenje in plinska peč greje ali pa ne greje. Plinska peč je kot muhasta boginja, ki se včasih izklopi, včasih pušča, včasih oddaja čudne zvoke, en del leta pa dela normalno, ampak to ni pozimi. In ta lik je imel težave s to pečjo in to tudi popiše in potem kako je pač, in ker posledično, če imaš težave s pečjo, imaš tudi težave s serviserji, s katerimi imaš itak vedno po defaultu težave. Najprej jih najti, potem da pridejo, pa še zmeniti se z njimi. Da ne govorimo o tem, ko izstavijo račun, ne. No in jaz sem pač v Elbeku zastavila to vprašanje, kako v kakšnih odnosih je s plinskimi pečmi, no. In se mi zdi, da potem sva postala res prijatelja, no. Tako, drugače pa ja, meni je zelo všeč njegov način pisanja, čeprav se mi zdi, da on res to, kar piše, živi. In najbolj mi je bilo hudo, ko sem ga gledala potem na neki večeri, ko so jo naši prijatelji Francozi organizirali v rezidenci. In to se mi zdi res nesramno in takrat sem v bistvu ga res občudovala. On je pač verižni kadilec, ne. In oni so njega povabili kot nesporno literarno zvezdo na večerjo in so ga imeli tam kot neko opico v kletki in ga razkazovali in čakali, da bo kaj povedal. On seveda ni nič povedal in to mu dam prav. On je požrl, kar je imel, mislim, pojedel je, ne da bi nož lizal in take stvari. Dal si je večkrat dotočiti, kot bi bilo spodobno, kar tudi povsem podpiram. Pa je šel pa ven na balkon kaditi. In potem sem mu jaz dala vžigalnik. To si tudi, mogoče bom jaz prišla v zgodovino kot nekdo, ki je v Elbeku dal svoj vžigalnik. To se bi mi zdelo kar dosežek. V glavnem, zelo se mi je grdo zdelo teh francoskih gostiteljev, da mu niso dovolili kaditi noter. Jaz, če bi bila jaz, on bi rekla, pridem, ampak če lahko, to pa to pa to. Tako da on je pravzaprav ni toliko muhast, kakor se o njem govori. Okej, zdaj vemo več. Ampak kdo kakšno vprašanje? Če je to, kar sem povedala, seveda vse res. Za Agato. Ni nujno do vprašanja. Če vam kaj želi na duši, kar povejte. Bolj, ko bo nenavadno, boljš bo. Če kdo ve za kakšno zgodbo z antifrizom ali pa ne vem, kaj takega. Na dan z besedo. No, če vam je, to so spodobni ljudje, pa jim je malo neroden, Agata bo še malo tukaj. Danes je njena knjiga Nož v ustih malček cenejša. Lahko dobite tudi njeno posvetilo. Zelo prijazno posvetila zna tudi pisati. Če hoče. Ja, tako da dobrodošli k nakupu in k nedružabnemu druženju. Ja. Hvala, ker ste prišli, Agata, hvala, ker si.
Hvala enako, Edvard. Hvala za zelo vprašanje z veliko domišljije, bom rekla. Sem se potrudila, sem cel dan, odkar sem zvedela, da moram to voditi, prebrala vse intervjuje. Si se uživljala v vlogo Mirta. Hvala tudi Mirtu Komelju za to priložnost.